Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V Idrijo se ponovno vrača članski nogomet, zato smo danes v studio povabili Saša Ogriča, trenerja članske ekipe nogometnega društva Idrija. Sašo, prav lepo pozdravljeni v našem studiu. Dobar dan. Kot rečeno, postali ste trener članske ekipe nogometnega društva Idrija, pa me kar na začetku zanima, kako potekajo priprave na začetek nove sezone, ki bo za vas tudi nekaj novega. Postali ste, kot rečeno, trener. Ja, pravzaprav na začetku, ko se je vse skupaj začelo dogajati, sem nekako po spletu okoliščin prišel na ta trenerski stolček. Lahko bi temu rekel, da je tudi nekako kar težak, ker vse, kar se nekaj z nule lotiš, je neka odgovornost konec koncev. In preden smo sploh zbrali vse igralce na kup, zdaj jih imamo 35 registriranih in moram pa omeniti, da fantje dobro trenirajo, se redno udeležujejo treningov. Zdaj malo težav imamo sicer že s poškodbami, ampak ne glede na to, jih imamo še zmeri kar nekaj v igri in 2 prijateljske tekme sta za nami, mislim, da je zelo uspešne. Omenili ste, da ste odigrali že 2 prijateljski tekmi. Kako ste bili zadovoljni z nastopom vaših igralcev? Glede na pripravljenost ekipe, mislim, da so zelo suvereno delali prvo in drugo tekmo. Predvsem sem zadovoljen, ker so se na stadion vrnili spet gledalci in to je nekako neka podpora sploh za moje mlade igralce, ki pričakujejo in upajo, da bo stadion v Idriji poln. Rekli ste, da imate na seznamu 35 registriranih tekmovalcev. Bo težko izbrati ekipo, ki bo hodila na tekme? Ja, mislim, to je za strokovni štab, rekel, s Hasanom Mizičem, pa jaz tvoriva, je sigurno neka odgovornost. In težko je izbrati takoj na začetku za prvo tekmo, ko bomo imeli prvenstveno, teh 18 igralcev, ker vsi se trudijo, vseh 35 bi rekel, da so pridni, da se udeležujejo treningov in tukaj bo pač neka selekcija, bo treba narediti, to je nekaj naravnega v nogometu, tako da mislim, da tudi igralci to normalno sprejeli. Kakšna pa je starostna struktura ekipe? Gre za mlajše, starejše tekmovalce, neka srednja starost? Ja, jaz bom rekel, da imamo zelo mlado ekipo, zelo z veliko talenta. In tukaj noter, zdaj na zadnji tekmi, sem prav v nedeljo, ko sem prišel domov, malo te številke dal na kup in je bila povprečna starost prve enajsterice 21 let. Kar je, to z optimizmom lahko gledamo naprej. Smo pa veseli, ker so tukaj v tej ekipi tudi neki starejših igralcev, ki bodo vse te mlade igralce, mislim, da bodo na pravo pot usmerili in da bo tudi neka pozitivna energija v garderobi. Nastopali boste v enotni primorski nogometni ligi, so že znani nasprotnikov, koliko jih bo, kakšne so vaše ambicije, ne nazadnje? Ja, zdaj, jaz bom rekel tako, glede na to, da smo postavili vse skupaj, smo štartali v tej četrti primorski ligi oziroma 4. ligi in cilji so, da ustvarimo neko homogeno ekipo, ki bo za nadalje, da bo v 3. ligi nekako čez v roku 3 let in tukaj pa nekako glede na to, da imamo mlado ekipo, mislim, da so to zelo realni cilji in s temi starejšimi igralci, kot sem omenil, mislim, da to lahko izvedemo. Da se še vrnem na koliko ekip je v ligi. V ligi je zdaj zaenkrat 9 ekip in zdaj prvo tekmo igramo 5.9. v Komnu. Da se še malce povrneva k sami sestavi ekipe. Od kje prihajajo igralci vaše ekipe? Je to vse, bom rekel, iz šole nogometnega društva Idrija ali gre za tekmovalce, ki so medtem že nastopali v kakšnih drugih ekipah? Jaz bom rekel, da to so večinoma naši igralci. Ampak ker 10 let ni bilo članske ekipe v Idriji, so se te igralci razpršili po drugih klubah. To so v Tolmin, v Žiri, v Ajdovščino, na Vrhniko. In nekako vse te igralce smo skupnimi močmi vrli nazaj v ta matični klub in zdaj nekako tvorimo neko lepo jedro za nadaljne uspehe. Tudi sami ste bili zelo dober igralec nogometa, ne nazadnje bili ste kapetan prvoligaške ekipe Primorja. Tekmovalnih ambicij imate še kaj ali se boste povsem posvetili trenerskemu delu?
Ja, res je, glede na to, da sem že sem špilal prvo ligo, drugo, tretjo in četrto. Se mi zdi, da na začetku, ko sem končal te igralske vode, sem rekel, da ne bom nikoli trener, ampak za rečenega kruha se največ poje. Nekako zdaj vse bolj me vleče v te trenerske vode, mogoče se bom še kakšno tekmo vključil noter, ampak prioritete imam sigurno zdaj bolj v teh trenerskih vodah. Zagotovo pa delovanje članske ekipe pomeni tudi veliko dela na področju pridobivanja sponzorskih sredstev. Kako ste uspešni na tem področju z celotno vodstveno ekipo nogometnega društva? Ja, tukaj je spet, to smo že na začetku, praktično pred enim letom, ko smo ustvarjali nekako celoten projekt, da ustvarimo to člansko ekipo, je bil prvi pogoj, da pridobimo določena sredstva. Glede na to, da članska ekipa bazira samo na sponzorskih sredstvah, mislim, da so nas lokalni sponzori zelo dobro podprli zaenkrat. Verjamem, da nas še bodo in tudi gledalci in igravci, da lahko nekaj več naredimo. Mislim, da bi bilo prav, da dobimo določena sponzorska sredstva. Omenili ste tudi, da je ena glavnih želja, da bi se gledalci vrnili ob igrišče, na Prilikarci, da bi spodbujalo vašo ekipo. Kako bo sedaj v tem ob času koronavirusa sploh poskrbljeno za gledalce? Si bodo lahko ogledali tekme, bo to dovoljeno, bo onemogočeno? Ja, tukaj je zdaj ta NIJZ, je kar zakompliciral stvari, tako da to bomo na nekem sestanku dogovorili, kako in kaj. Ampak ne glede na vse, igralci lahko pridejo na tekme, se lahko udeležijo. Mi bomo vse storili, da bo po pravilih tako, kot mora biti. Bo pa treba delovati tako, kakor bo ta NIJZ tudi zahteva. Torej se vidimo kdaj prvič na uradni tekmi na Prilikarci? 12.9. je prva tekma, nasprotnik še ni znan, tako da lepo vsi vabljeni. Najlepša hvala za obisk v našem studiu in pa obilo sreče in pa dobrih rezultatov v letošnji sezoni. Najlepša hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalci, pa povabilo, da si tudi sami ogledate kakšno tekmo članske ekipe na stadionu Prilikarci in pa seveda, da spremljate prispevke Studia Idrijskih novic tudi v prihodnje.